Pozdravljeni, sem Hana Horvat in danes bom predstavila raziskovalno nalogo na področju psihologije in pedagogike z naslovom Povezanost družabnih omrežij z osebnostnimi lastnostmi in samopodobo. Torej, opazila sem, da ima skoraj vsak moj sovrstnik vsaj eno socialno mreže. To ne pomeni, da ga redno uporabljam, vendar ga ima. Opazila sem tudi, da socialna mreža močno vplivajo na človekov razvoj. Opazila sem, da ekstravertirani najstniki v večji meri uporabljajo socialno mrežo kot introvertirani najstniki in da so najstniki z višjo samopodobo aktivnejši na socialnih omrežjih kot najstniki z nižjo samopodobo. Ta opažanja sem pripeljala do moje raziskovalne naloge. Torej, tukaj so hipoteze, ki sem si jih zastavila. Ekstravertirani najstniki objavljajo več slik na družabnem omrežju Instagram kot introvertirani najstniki. Ekstravertirani najstniki imajo več prijateljev na družabnem omrežju Facebook kot introvertirani najstniki. Najstniki z višjo samopodobo objavljajo več slik na družabnem omrežju Instagram kot najstniki z nižjo samopodobo. Najstniki z višjo samopodobo imajo več prijateljev na družabnem omrežju Facebook kot najstniki z nižjo samopodobo. Torej, kaj sploh pomeni ekstravertiranost in introvertiranost? Ekstravertiranost sta dve skrajnosti iste osebnostne lastnosti. Ekstravertiranost je v današnjem svetu veliko bolj zaželena lastnost. Ekstraverti so nagnjeni k tveganjem, so družabnejši, bolje prinašajo bolečino, so ustvarjalnejši, imajo raje praktične predmete, medtem ko so ekstraverti popolno nasprotje. Ekstravertiranost in introvertiranost pa sta dve dimenziji sestavljeni iz subdimenzij, kot so družabnost, aktivnost. Seveda pa psihologi dan danes preizkušajo osebnostne lastnosti z različnimi testi. Torej, seveda vsak verjetno pozna vse eno zgodbo, kako lahko splet vpliva na življenje najstnika. Pomembno je, da smo na svetu previdni. Seveda obstaja neka možnost pedofilije in pa seveda verbalnega nasilja. Res pa je, da nas splet tudi povezuje z zunanjim svetom in nam pomaga pri sklepanju prijateljstev. Raziskava pa je dokazala, da spletna omrežja lahko dejansko uničujejo prijateljstva v realnem življenju. Pomembno pa je tudi, da uporabljamo splet previdno in v pravi starosti. Samopodoba je posameznikovo mnenje in doživljanje samega sebe. Govori o njegovih sposobnostih, njegovih talentih, njegovih lastnostih in njegovem mnenju. Seveda je zaželeno, če imamo pozitivno samopodobo, saj smo tako srečnejši in produktivnejši. Če imamo pa negativno samopodobo, pa obstaja veliko tehnik, kako izboljšati našo lastno samopodobo. Če imamo nizko samopodobo oziroma negativno, lahko to vpliva na našo psihično stanje. Seveda pa v najstniških letih na njegovo samopodobo vplivajo tudi različni dejavniki iz okolja. Torej, odločila sem se, da bom v svoji raziskovalni nalogi sestavila vprašalnik. Vprašalnik je temeljil na 3 delih. V prvem delu sem preizkušala ekstravertiranost in introvertiranost posameznika. V drugem delu sem preverjala njegovo aktivnost na socialnih omrežjih Instagram in Facebook. Preko Instagrama je temeljilo vprašanje, koliko slik si objavil v zadnjem mesecu na spletnem omrežju Instagram. Glede Facebooka pa je bilo, koliko imaš prijateljev na socialnem omrežju Facebook. Tretji del pa je preverjal posameznikovo samopodobo, torej imel si trditev in se obkrožil drži ali ne drži. Preverjala sem pa razrede 7., 8. in 9. razreda. Učence. Torej, rezultati so bili zelo presenetljivi. 80% vseh sodelujočih se je izkazalo kot samozavestne in tega nisem pričakovala. Polovica je bilo introvertov in polovica je bilo ekstravertov. Največ introvertov je bilo v 7. razredu, kar me je presenetilo, da so introverti v 7. razredu prav tako najbolj aktivni na socialnih omrežjih. V 8. in 9. razredu je približno enako število ekstravertov. V 9. razredu so se učenci izkazali kot najsamozavestnejši, neutralne otroke, ki so pa nekje na sredini, pa sem izključila iz raziskovalne naloge, ker jih namreč nisem potrebovala. Po rezultatih sem ugotovila, da so učenci na naši osnovni šoli prav tako zelo neaktivni na socialnih omrežjih Instagram in Facebook. Torej, prvo hipotezo, ekstravertirani najstniki objavljajo več slik na družabnem omrežju Instagram kot introvertirani najstniki, sem potrdila. Saj, ko sem pregledovala trditve, sem ugotovila, da so res samo ekstravertirani najstniki objavili več kot 3 slike na zadnjem mesecu na spletnem omrežju Instagram.
Med njimi nisem nasledila niti enega introverta. Ekstrovertirani najstniki imajo več prijateljev na družbenem omrežju Facebook kot introvertirani najstniki. To hipotezo sem le delno potrdila. Res je, da so imeli ekstrovertirani najstniki vseeno več prijateljev na socialnem omrežju Facebook kot pa introvertirani najstniki, vendar razlika ni bila tako velika. Najstniki z višjo samopodobo objavljajo več slik na družbenem omrežju Instagram kot najstniki z nižjo samopodobo. To hipotezo sem delno potrdila. Tako kot pri drugi hipotezi, res je, da imajo najstniki z višjo samopodobo več slik na socialnem omrežju Instagram, vendar ta razlika ni tako velika, prav tako učenci v celoti ne objavljajo toliko slik na Instagramu. Najstniki z višjo samopodobo imajo več prijateljev na družbenem omrežju Facebook kot najstniki z nižjo samopodobo. To hipotezo sem prav tako delno potrdila in bi si upala celo trditi, da so najstniki z nižjo samopodobo in najstniki z višjo samopodobo nekje na enaki točki. Torej, letošnja raziskovalna naloga me je popeljala do veliko novih spoznav, prav tako pa so me rezultati zelo presenetili. Potrdila sem le eno hipotezo, če bi pa seveda imela več časa, pa to nalogo še dalje razvijala in bi jo izpeljala tudi na drugih šolah. Hvala za pozornost.